Pozdravljeni! Kaj pa, če vam povem, da se kvaliteta vašega spanja začne že v kuhinji? Ja, če ne verjamete meni, boste pa mogoče verjeli Ani Plešec. Ana, lepo pozdravljena. Živijo, Neža. Torej, spanje in kuhinja. Kako, na kakšen način? Pomembno, jaz vem, da je pomembno edino to, da preden gremo spat, da ni fajn, da se fajn nabutamo, ne? Ja. Ampak vidim pa, da ni to še vse. Zelišča so nekaj, kar sem jaz strastna raziskovalka in ljubiteljica mogoče zadnje 2 leti. In je to nekaj, kar se mi zdi neka taka ljudska medicina, ki gre majčkeno v pozabo in bi rada, da se te stvari prebudijo. Zaradi tega, ker so naše prednice poznale in vedele, katere so tista dotična zelišča, ki pomirjajo naš živčni sistem in nam pomagajo tudi pri tej celični regeneraciji. In vemo danes, koliko ljudi trpi z nespečnostjo, z ne dovolj globokim in kvalitetnim spancem. In sama verjamem, da so zelišča tista oziroma te zdravilne rastlinice tiste, ki nam lahko pomagajo pri tem, da zvečer, predno gremo spat, jaz ponavadi 1 uro oziroma 2 uri pred tem, zaradi tega, da nismo polni tekočine, predno gremo spat, da potem nam ni potrebno po noči vstajati za WC. Ja. Tako da mogoče, odvisno kdaj imamo zadnji obrok, ampak mogoče kakšne 2 uri pred spanjem, mogoče 1 uro, spijemo nek zeliščni pripravek, se pravi čaj, ki nas bo dodatno pomiril in pripravil potem na ta globok spanec. No, teta Pehta, kaj si zmešala? Da slišam, nabrala, pa zmešala, ne? Tukaj noč sem že dodala doma kamilice. Kamilice sem letos nabirala sama. Vse tisti, ki... To prava teta Pehta pola. Ja, se mi zdi, da včasih res vse te stvari izgubijo vrednost, zaradi tega, ker se sploh ne zavedamo, danes vse lahko najdemo v trgovinah, na policah in sploh ne vemo v bistvu, kakšen je ta proces nabiranja, sušenja, pridelovanja. Tako da tele so domače kamilice. Sem pa notri dodala tudi ašvagando. Ašvaganda je eden izmed adaptogenov, ki nam pomaga pri tej celični regeneraciji čez noč in pomiri naš živčni sistem. Adaptogene rastline so super, da jih vključimo v našo ali spalno rutino ali pa tekom dneva, zaradi tega, ker vplivajo na naš imunski sistem in ker je večina izmed nas pod takim stresom, so adaptogene rastline tiste, ki uravnavajo te stresne držljaje. Tako da tukaj imamo zmešane kamilice, ašvagando, dodali bomo pa noter še sivko. Sivka je ena izmed čarobnih zelišč, zdravilnih rastlin, ki ponovno že v ljudski medicini, že sami Rimljani, vem, da so si delali sivkine kopeli pred spanjem, zaradi tega, ker so vedeli za samo pomiritev. Tako da tudi tale mešanica je taka, ja, pa tudi kamilice, jaz kamilice obožujem. Kamilice recimo tudi zvečer, ko jih pojedi spijemo ali pa majčkeno kasneje, ublažijo naš želodec, če je kakšna napihnenost oziroma neprijetnost, tudi delujejo proti vnetju. Tako da tale kombinacija je nekaj, na kar jaz prisegam in jo obožujem. In zvečer si lahko naredimo tak poparek, da zavremo vodo, dodamo mogoče 1 ali pa 2 čajni žlički, mogoče v 2 deci vode, 3, odvisno koliko bomo spili in za koliko ljudi delamo. Potem vedno zelišča pokrijemo, ali je to z nekim manjšim krožničkom ali pa damo gor pokrov, zaradi tega, ker želimo, da eterična olja samih zelišč ostajajo v vodi, da ne izparijo. In potem počasi srkamo. Jaz včeraj, ko sem se za nekaj trenutkov usedla, brez telefona, brez vsega, zvečer sem si rekla, wow, koliko premalokrat ljudje res to naredimo, da se zvečer, če imamo včasih to na voljo, da imamo prazno hišo, prazno stanovanje, da smo sami v miru in da res počasi pijemo in srkamo ta čaj, da smo prisotni s sabo, s svojimi mislimi in da mogoče opazujemo, ali je to narava ali sami sebe in da si res vzamemo teh nekih par trenutkov zvečer za pomiritev, da več ne stimuliramo naših živčnih končičev, naših držljajev, se pravi, da se začnemo umirjati. In še ena izmed stvari, ker danes govorimo o teh zdravilnih rastlinah, o zeliščih bi rada delila, je, da si zvečer, se pravi, pijemo ta čaj, počasi srkamo, potem pa preden gremo v posteljo, si naredimo mešanico, ali je to kokosovo olje, ali mogoče sezamovo olje, ki je zdaj zelo primerno za zimski čas, in dodamo
par kapljic eteričnega olja sivke noter. Zmešamo in potem si masiramo stopala. Dr. Wilson je eden izmed integrativnih zdravnikov oziroma nutricionistov tudi v Ameriki, ki zaprisega in vse svoje paciente spodbuja k temu, da si zvečer zmasirajo stopala. Wow, ker, tole je super predlog zdaj za tole vzdušje zimsko, oziroma da se lahko partnerji še majčkam bolj pravzaprav združite, se mečkam pogovarjate, ampak seveda ne pozabite, torej se masira tudi, super ideja, fino. In tudi, ko se masiramo, ni se nam potrebno obremenjevati, katere točke in kaj bomo pritisnili, zaradi tega, ker na stopalih imamo res vse naše organe, ogromno refleksnih točk in masiramo dejansko celotna stopala. In tudi sivkino olje, ko bo prišlo v stik s stopalu, se absorbira, gre direktno v krvni obtok in začne pomirjati celotno telo. Luštno, super. Kaj pa alge? Ti vem, da tudi alge uporabljaš, oziroma sva že govorili o njih. Pa nas imamo to nočno popravilo, ki je na voljo tudi na naši spletni strani. Kako jih pa ti recimo vključuješ v tvoj vsakdan, ali pa mogoče, ne vem, če jih vsak dan jih uporabljaš? Tudi sem probala ta dodatek in mi je zelo všeč. Alge, tudi ime ima zaradi tega nočno popravilo, ker so ponovno celotno regeneracijo, včasih, ker imamo ogromno oksidativnega stresa čez dan, je potem, ko prehajamo skozi različne valovanje naših možganov, je za telo včasih zelo težko, da preklopi na to celično regeneracijo in alge nam pomagajo pri tem, da skozi večer, skozi spanje dvigujejo naš imunski sistem in iz telesa potem zjutraj izločajo tisto, kar je odvečnega. Tako da je sigurno eden izmed dodatkov, ki bi ga jaz vključila zvečer za nekaj časa, da se naredi kuro in da se na ta način od znotraj pomladi telo. Ok, še en lušten nasvet. Zdaj, meni se zdi, da je v bistvu največja napaka, ki jo delamo ljudje, da jemo preden gremo spat, ker hrana nas potem utrudi in se nam zdi, se bomo lažje zaspali. To je verjetno v bistvu ena izmed največjih napak. Da jemo direkt, predno gremo spat. Ja, in mislim, da ljudje ne vejo, da dejansko na to vplivamo na naš kortizol. In zvečer, se pravi, ko se stemni, potem v nekem naravnem ritmu se kortizol že začne tvoriti, kar pomeni, da v tem času mi res ne želimo več v naše telo vnašati hrane. Tako da vem, da smo o tem že govorili, zdajle, ko so dnevi krajši, vem, da je za nekatere ljudje težko, da jejo mogoče že ob 5, ampak nekje do 6-7 ure najkasneje, da imamo vsaj kakšne 2-3 ure predno gremo spat. Prazen želodec, da se potem naše telo in sama presnova ne ukvarja še z to dodatno hrano in presnavljanjem, ko smo jih zaužili tik pred samim spancem. Še nekaj se mi da imaš tole v kozarcu, je to žajbelj? Tole pa melisa. Ja, je seveda. Tudi melisa je tista, ki je zelo priporočena, tudi iz same ljudske medicine, da se uporablja za samo pomiritev. Tukaj je dišala, ki si odprla. Ja, tudi domača, tako da tudi to je ena izmed zdravilnih rastlinic, ki se lahko ljudje malo s tem igrajo in enkrat mogoče zmešajo sivko, včasih mogoče sivko meliso, tako da mešamo med sabo te različne začimbnice. Preden zaključiva, veš, kaj bi ti še vprašala, kakšen je pa v bistvu tvoj, kakšen imaš ti kakšen ritual, kakšne navade spalne, kako izgleda tvoj večer, preden zares globoko zaspiš? Predvidevam, da zelo dobro spiš, ne? Odvisno, tudi jaz imam v življenju takšne in drugačne preizkušnje, tako da tudi meni se včasih zgodi, da imam mogoče kakšno noč, kjer mogoče težje zaspim, ampak to ne pomeni, da še vse nimam nekih svojih rutin. Jaz se res držim tega, da pred spanjem ne uporabljam telefona, računalnika, se pravi, da če se le da nisem izpostavljena tej modri svetlobi, ki povzroča, da se naš melatonin potem ne proizvaja tako, kot bi se mogel, da imamo potem res težave s spancem. Jaz zelo rada spijem kakšne zelišča, jaz imam tudi svoje tinkture, ki jih zvečer uporabljam in mi pomagajo pri tej pomiritvi. Vsekakor jaz pred spanjem ne jem, tako da je tudi predno jaz pojem obrok, že preteče kar nekaj časa, da se moje telo potem ne obremenjuje s tem. Jaz meditiram redno, tako da meditacija je nekaj, na kar prisegam in brez česa si ne predstavljam življenja in tudi vsakemu svetujem, ne glede na to, kakšno meditacijo, ali je to vodena, ali ima neke svoje mantre, ampak če se lahko vsaj za par minut predno zaspimo, usedemo sami seboj in da mečkan
pregledamo stvari, katere smo izrekli skozi dan, mogoče jih naredili skozi dan, da začnemo umirjati te miselne vrtince potem skozi noč. Tako da meditacija je sigurno ena izmed stvari, ki jih močno priporočam. Ja, hvala za ta super nasvet. Evo, bomo poskusili, oziroma lahko poskusite. Ja, spanje je res izjemnega pomena za naše zdravje in dobro počutje. Ko se bomo dobro naspali, bomo tudi lažje, kot je že Ana rekla, tudi krmarili skozi ves dan. Torej se vidimo v naslednji klepetavi kuhinji, ko bomo pripravljali nekaj, česar seveda ne smete zamuditi.